Dober dan. Dovolite, da se najprej upravičim za predstavitev časa novinarske konference. Hvala, da ste prišli vseeno. Namen današnje novinarske konference je, da tudi poleg raznih civilno-družbenih gibanj in organizacij tudi Slovenska demokratska stranka izrazi svoje pričakovanja, predvsem glede zadrževanja izvrševanja sodbe, s čimer bi po našem mnenju lahko Vrhovno sodišče preprečilo nadaljnje škodljive posledice, ki nastajajo tako za gospoda Janeza Janšo, kakor tudi za njegovo družino, prijatelje, predvsem pa za Slovensko demokratsko stranko in slovensko državo nasploh. Moje mnenje je, da je cena popravila, ki bi bila storjena danes ali jutri, bila veliko nižja, kot bo tista, ki bo nastala takrat, ko bo sodba padla na Evropskem sodišču. S tem bi Slovenija tudi še ohranila nekaj ugleda tudi v mednarodni javnosti. Torej, Janez Janša bo očitno, če se Vrhovno sodišče ne bo drugače odločilo, po 25 letih postal ponovno politični zapornik in to po krivici. Jože Pučnik je nekoč dejal, da drugič je bilo hujše. V tem kontekstu tudi mene skrbi njegova osebna varnost v zaporu na Dobu. Ne vem, zakaj je bil izbran ravno zapor na Dob, kjer prestaja zaporno kazen tudi tisti najhujši kriminalci in zaporniki, tudi morilci. Jaz upam, da se ne bo ponovila zgodba izpred četrt stoletja, ko so Janeza Janšo postavili v celico skupaj z morilcem. Predvsem pa me skrbi za njegovo osebno varnost v zaporu, ker dobro poznamo vsi razmere v zaporih, kakršne so, in dobro poznamo tudi vsi grožnje, ki so bile naslovljene na našega predsednika, tudi v kontekstu predvidene prestajanja zaporne kazni. Mikston in drugi. Tukaj bi rad opozoril tudi na osebno odgovornost vseh, ki so odgovorni, da bo Janezu Janši zagotovljena najvišja stopnja osebne varnosti. Očitno s tem, ko so ga poslali na Dob ali pa ko ga pošiljajo na Dob, ni dovolj samo, da je po krivici obsojen, ampak so še nekateri drugi cilji od zadaj. Kar se pa tiče volitev 13. julija, pa bi rad opozoril naslednje. Če bo Janez Janša šel na prestajanje zaporne kazni, bodo te volitve ekskluzivistične, izključujoče, diskriminatorne in zaradi tega nelegitimne in nedemokratične. In to bo spoznala tudi mednarodna javnost. In še enkrat bi rad opozoril, da v tej po eni strani tragikomični farsi, na koncu te farse ne bo noben akter ušel tudi svoji krivdi in odgovornosti in se skrival za njo za državne inštitucije. Hvala lepa.